Pozdravljeni ljubitelji pesmi Evrovizije. Še nekaj dni nas loči, preden bo Rotterdam pozdravil prve izvajalce na 65. tekmovanju za pesem Evrovizije. Med njimi bo tudi naša predstavnica Ana Soklič, ki bo nastopila s skladbo Amen. Žreb je določil, da bo nastopila v prvi polovici prvega predizbora. Že nekaj let pa producenti določajo vrstni red nastopa. Nam so letos namenili zaporedno številko 2. Danes bo Ana z nami delila vse skrivnosti in novosti, ki jih morate izvedeti pred odhodom na pesem Evrovizije. Preden pa se nam pridruži v studiu, na drugi strani naše hiše lepo pozdravljam generalnega direktorja RTV Slovenija. Pozdravljeni! Kako zelo pomembno je, da RTV Slovenija sodeluje na pesmi Evrovizije? Najprej moramo izpostaviti, da sem izredno vesel, da tekmovanje za pesem Evrovizije v Rotterdamu letos bo. Lani namreč dogodek zaradi epidemije odpadel. To je največje glasbeno tekmovanje v Evropi. Ta izjemen spektakel spremlja na milijone gledalcev in poslušalcev po Evropi in po svetu. Prisotnost RTV Slovenija je ključnega pomena, saj s tem javni medij omogoča predstavitev slovenskih glasbenih presežkov tudi zunaj naših meja. Kakšna pa je vaša popotnica za Ano in njeno ekipo? Verjamem, da bo naša evrovizijska delegacija, predvsem pa Ana Soklič s svojo pesmijo Amen, Slovenijo uspešno zastopala. Že zdaj pa sporočamo, da smo ponosni nanjo in ji želimo veliko sreče. Tudi letošnji Evrovizijski teden bomo bogato pospremili na naših programih in družabnih omrežjih. Sedaj pa v moji družbi pozdravljam Ano Soklič. Ana, pozdravljena. Živijo, lep pozdrav sem. Eno leto si čakala na nastop na pesmi Evrovizije. Kako močno si že želiš stopiti na ta oder? Kakšno leto je v bistvu sploh za tabo? V bistvu kar noro leto. Bilo je veliko lepih in malo manj lepših stvari lansko leto, tako kot pač se mi zdi čisto pri vsakem državljanu. Seveda se mi zdi, sploh skozi poletje imela to, kako bi rekla, ta strah, to bojazen, s kakšno skladbo se dejansko naslednje leto pokazati, kaj da pride na površje. S tem sem se največ ubadala, se mi zdi. Če ne zavestno, pa podzavestno to deluje. Tako da ta skrb se mi zdi, kar je ostajala v meni skozi celo leto. Da pač nekako res ta energija zasije v isti meri, kot se je zgodilo to lansko leto. Tako da zame je bilo to zelo zanimivo leto. Ja. No, ampak zdaj smo že skoraj na odhodu. Ja. Žreb je določil, da nastopiš 18. maja v prvem polfinalnem večeru, sledi še drugi, pa potem se vidimo 22. maja na finalu, a ne da? To pa bomo videli zdaj. Držimo pesti. Jaz dejansko tako je, no. Kot si želim tega odra, me ga je tudi strah. Eno gre z drugim, ampak se mi zdi, da takšne so najboljše stvari v življenju, da je in strah in to vznemirjenje za lepše poti. Poglejva si, kako je skladba nastajala. Največji izziv pri ustvarjanju te skladbe je bilo najprej najti neko skupno točko oziroma priti na isto valovno dolžino z Ano kot izvajalko. Če sem odkrit, delo z njo ni vedno lahko. Ako stopi na oder, so vsi napori pozabljeni in samo uživamo lahko v njenih predstavah. I didn't know what to expect working with Žiga and Ana for the first time, and to be honest, I was really pretty nervous about it. But once we started collaborating, it turned out to be really inspiring, putting our passions together. And now I'm just excited for the world to hear what we put together. I hope the world likes it. Poleg Ane so največje zvezdniško ime letošnje pesmi nedvomno člani spremljevalnega zbora. Vodja zbora Dorian Holley je namreč najbolj poznan kot spremljevalni vokalist Michaela Jacksona, s katerim je nastopal na prav vseh njegovih turnejah. Ana, isn't it amazing that we were able to work together even though we've never actually met? Thank you so much for the honor of putting together this beautiful choir. Thanks to Žiga for the wonderful arrangement and the production. From America, from Los Angeles, all the way to Slovenia, Ana, we wish you good luck and Godspeed. Sing good. Hi,
Hi guys, Nayana Holly here. I just wanted to say I had such an incredible time recording Amen at the prestigious East West Studios here in LA with some of the best singers LA has to offer. So we hope you guys enjoy it. And to you, Anna, good luck at the Eurovision Song Contest. Bye! V končni zvočni podobi letošnje Anine skladbe je zelo veliko prispevalo še eno ime zares svetovnega formata. To je tonski mojster Tony Maserati, ki je na koncu zmiksal posneto gradivo. Z njim so delali vsi velikani svetovne zabavne industrije, od Lady Gaga, Eda Sheerana, Selene Gomez, pa do Gwen Stefani, Blurred Lines, Robina Thicke, Jennifer Lopez, Whitney Houston, David Bowie. Pri vseh teh izvajalcih lahko slišite zelo prepoznaven Tonijev zvočni vtis. Hello, Slovenia from New York. I'm Tony Maserati, and I thank you, Anna and Giga, for including me in this amazing project, this song Amen. I'm very excited for the world to hear it and for your chances at Eurovision. Good luck! Zelo smo veseli, da so se nam pridružili simfoniki Radio-televizije Slovenija, s katerimi smo v zahtevnih razmerah epidemije v manjših sekcijah nasneli orkestrske parte. Izjemno delo je znova opravil Željko Mladenović, ki je posnel Anin glavni vokal in pripomogel, da zvok marsikaterega sinta in bobna zazveni tako, kot je treba. Kako se počutiš, ko pomisliš, da boš na največjem glasbenem festivalu nastopila skladbo, ki je nastala v bistvu v zelo elitni druščini? Ja, res je. Ja, v takšni zasedbi nisem si predstavljala, da bo to možno izpeljati, ampak s skupnimi močmi smo prišli tudi do te točke, da lahko res s ponosom rečem, da imam zdaj za sabo takšno ekipo, da lahko res skladba je zasijala v polnosti. Tony Maserati, eden najboljših producentov dejansko s tokimi Grammy nagradami. Dorian Holly, celotna ekipa gospel zbora, še iz časa Michaela Jacksona. Samo besedilo si deliva z Charlie Mansonom, tudi mi je v izjemno čast. Tako da na nek način se mi je želja uresničila, že do sedaj. Da pač slišiš to, kar si želel, toliko in toliko dejansko let, tako postavitev ekipe, sem samo hvaležna vesolju. Ti si kar precej vpeta v to zgodbo, tudi sama. Kaj ti pomeni ta skladba? Pa ne vem, dejansko pač se mi zdi, da glasbeno, kar želim pustiti nek pečat v svetu, je, da vedno treba stremeti za dobrim, za pač ne nikoli izgubiti upanja, ker dobro se je že zgodilo. To je treba vedeti in s tem je pač potrebno iti tudi zvečer nekako spat. So slabši trenutki, spodrsljaji, ampak evo, že se začenja. Tako, zdaj se je res toliko nagrmadlo enih stvari, pa pač vsa ta energija lanskega leta, letos, da sem ves čas zapadam v neke emocionalne sfere. Ja. No, ampak poleg tega je pa tudi trdo delo za tabo, še nekaj zadnjih vaj pred samim odhodom. Kako pa potekajo te zadnje priprave? Ja, absolutno sem izjemno vesela, da spremlja celotno ekipo takšna super ženska oseba, kot je Tina Novak, režiserka. Sva že delali kar precej, nekaj vaj naju še čaka, tako da vem, da sem v dobrih rokah. Kaj pa skladba? Je skladba taka, kot smo jo slišali na Emi, ali si na pesem Eurovizije vseeno poslala kakšno spremembo? Ja, majčkeno je drugačno. V bistvu je, lahko povem, da je v skladbi tudi ta košček tega zgolj gospel part, ki je bil v bistvu na posnetku kot nek dodatek, pa potem smo se nekako odločili skupno, da ga umestimo tudi v skladbo, v sam performance, ki bo predstavljen tudi v Rotterdamu. V Rotterdamu sodeluje s tabo tudi izjemna vokalistka Karin Zemljič, tudi članica skupine Akustični. No, Karin je na Euroviziji že pela 3-krat z Marejo Manuelo in Leo Sirk, letos pa tudi s tabo. Ja.
Tukaj absolutno sem presrečna, da me spremlja tudi Karin, ker jo izjemno cenim kot vokalistko in da se bom lahko pri vsem tem stresu naslonila tudi na žensko ramo. To je kar dobro. Pomembno. Tako, ja. No, mi da pa sedaj Karin pozdravljava na video povezavi. Karin, si izjemno priznana učiteljica petja, članica skupine Akustični. Najprej iskrene čestitke za nominacijo za nagrado za Zlata piščal za album leta. Hello, zdravo. Hvala za čestitke za nominacijo. Tudi Akustični smo bili res presenečeni in veseli. Sploh v teh časih, ko muzičari ne moramo ravno kaj druga početi, ko v studiu ždeti. Karin, kaj trenutno počneš? Kaj počnete v Akustični? Trenutno največ poučujem. Zdaj, ko spet lahko v živo učimo in se lahko v živo vidim z učenci, ne samo online, je največ časa posvečenega temu. Veliko tudi kakšnim novim projektom. Z Akustičnimi pa seveda smo pred kratkim izdali single Moja mama. In pa čakamo na izvedbo slovenske popevke, hkrati pa smo zelo veseli, ker so nas celo poklicali za par špilov poleti. To pomeni, da se bomo kmalu videli tudi živo na odrih. Kakšni pa so tvoji spomini na pretekle evrovizijske dogodke? Moji spomini na pretekle evrovizijske nastope so zelo različni in zelo zanimivi. Vsekakor pa je to izkušnja, ki jo privoščim vsakemu pevcu, ki bi rad videl, kaj pomeni peti na res dobro opremo, z res dobrim soundom, z res dobrimi ljudmi okoli sebe, z tako profesionalno ekipo, ki je pač žal pri nas v Sloveniji ne more srečati. In prireditev je na takem visokem nivoju, da je pač tudi vse ostalo, česar nismo navajeni pri nas, na tako višjem nivoju, da je izkušnja že sama zaradi tega neverjetna. Kako drugačna misliš, da bo pesem Evrovizije glede na pretekle? Vsekakor bo zelo drugačna. Evrovizija se mi zdi, da je to povezovanje. Tisti, ki še niste bili in ki niste tega doživeli, nekako se mi zdi ta ESC bubble, tudi kljub temu, da je mehurček, tisti ima boljši prizvok. Tam so pač vsi v gromozanski hali, ki ima tudi garderobe, hodniki, sneki, srečuješ se z drugimi državami, z drugimi artisti. Small talk poteka, tudi kak talk se zgodi, nepričakovan in mislim, da ravno to dela tudi Eurosong zanimivo, to mešanje držav in tu imamo letos največji minus po mojem. Hvala, Karin. Pošiljamo pozdrave v Maribor. Hvala za vse vprašanja. Lep pozdrav v Ljubljano. Se vidimo v Rotterdamu. Ana, s kakšnimi željami pa ti odhajaš na evrovizijski oder? Jaz si pri celi stvari samo želim, da bi, ko bi pogledala svoj nastop, rekla, da sem to dobro oddelala. Ker po mojem tisto, mi bo rekel, če je bilo dobro, pa če meni ne bo dobro, se me ne bo dal prepričati. To je pač, ja, tako pač je nekako pri meni. Mislim, no, saj zelo upoštevam tako ljudi, ki jim zaupam. Ampak to, da bi ostala zdrava, ker pač predvidevam, da nekaj stresa vseeno bo, kljub situaciji s covidom tudi na Evroviziji. To je pa tudi to, da pogledaš svoj nastop in si ponosen. Preden se posloviva, si za nas pripravila še eno presenečenje. Ja, res je. Ja, v čast in veselje mi je, da smo združili moči in energijo z res prečudovito vokalno zasedbo Perpetuum Jazzile, ki imajo nek svoj specifičen a cappella zvok, na katerem gradijo že leta. Tako da bo skladba Amen zasijala tudi v bistvu popolnoma a cappella verziji zgolj glasovi. Oglejmo si nekaj utrinkov snemanja.
Imeli ste se super. Kdo pa je še ekipa, ki je stala za vsem tem? Ja, ekipa je bila pa tokrat v najboljši postavitvi, Max Petač in celotna zasedba, Max Visuals, Matevž Šmon, Anka Simončič, fotografija, Katja Jakuš, prav tako fotografinja, tako da res je bil v bistvu prelep dan. Najprej smo nekako stremeli, da bi bil sončen dan, pa smo rekli, pa bi bilo mogoče boljše, da bo malo oblačno, na koncu je bilo čisto sonce, brez oblačka na nebu, tako da prečudovit dan v aprilu. In kdaj bo premiera? Premiera pa se bo zgodila danes ob 17. uri na YouTube kanalu Eurovizije. Lahko še poveva, da bomo pa skladbo premierno slišali tudi danes ob 18:05 na našem prvem programu Radia Slovenija. Tako. Preden odideš proti Rotterdamu, kakšen bo tvoj nastop? Ja, jaz ne vem, kakšna v bistvu bo energija na dan prireditve, na dan nastopa. Želim si, da bi bila čim lepša. Tokrat ne bom samo na enem odru stala, ampak na večjih, tako da to lahko vam zaupam. To je pa tudi to. Lej, prepleta se mi bojazen, strah in navdušenje in vznemirjenje, da grem v Rotterdam. Tako da upam, da bo ravno prava mera, zmes vsega, da se bo sestavljalo tako, kot treba. Tudi mi to upamo in seveda držimo pesti. Ti želimo najboljše in uživaj predvsem. Hvala vam. Držite pesti. Evrovizijska ekipa se 7. maja odpravlja v Rotterdam. Ano čaka prva vaja že 8. maja. Aktualno dogajanje lahko vedno spremljate na naših družabnih omrežjih in naših programih. Ana pa se vam ponovno javi po prvi vaji. Hvala in lep pozdrav!